Danes bomo pa šli 200 let dalje oziroma 300 let, čeprav računam zdaj na hitro, 300 let v 20. stoletje. Zadnjič smo si pogledali film Saša Barona Cohena, kjer se v gostilni kregajo Američani in Francozi, torej kaj je kdo več prispeval, in če se spomnite, lik Saša Baron Cohena omeni, da so Francozi dali svetu demokracijo, eksistencializem in pa blowjob, pol reče v šali. In danes bomo pogledali si filozofske implikacije eksistencializma. Prvo bi pogledali malo filozofijo Sartra, ampak preden začnemo, bi en kratek miselni eksperiment za vas tu, pa tudi za tiste, ki spremljajo prek videa. Zelo kratek miselni eksperiment bi vas vprašal, kakšen je namen kladiva. 10 sekund, pa me zanima, kaj vam pade na pamet. Lahko, ja. Zabiti žal. Prostor energije. Za zabijanje. Za zabijanje isto kot on. Lahko bi bil gledališki rekvizit, recimo tudi. Kladivo, ne. Nasilje. Zakaj ne? Nasilje. Ali pa recimo Torovo vsemogočno orožje. Kak? Torovo vsemogočno orožje. Aha, Torovo orožje. Ok, super. Torej imamo, jaz sem tudi razmišljal in prvo, kar mi je padlo na pamet, je za zabijanje stvari. Dobili smo torej, vidimo, da različne namene vidimo, ne. Lahko je Torova igrača oziroma orožje, lahko je nekaj za zabijanje, lahko je nek ver za nasilne. Prvo, kar ti pada na pamet. Prvo, da ni toliko bistveno, no. Kakšen je namen hladilnika? Da hladi. Ok, da hladi, še kaj? Hladi, torej drugi predlog, da shranjuje stvari. Ja, da shranjuje, da hladi, da se hrano konzervira na nek. Za shranjevanje knjig. Evo, v Sloveniji. Če je pokvarjen lahko knjige. Tako. Ok, recimo, zdaj vidimo, imamo že na hitro vidimo 3 različne stvari. Tudi v Slovenjgradcu imamo hladilnike po mestu za knjige, ne, imamo različne namene, torej vidimo. Kakšen je namen računalnika? Pokvariti možgane. Pokvariti možgane, kaj še? Jaz bi rekel za predvajanje glasbe. Pripomoček. Kaj si rekla, Urška? Če prej hladilnik hladil, računalnik računa informacije. Računalo, ok, recimo. Hladi računalnik. Za kontrolo nad ljudmi. Ok, zanimivo, vidimo že več idej na nek način. Kakšen bi bil namen države? Kontrola folka. To je isti odgovor kot za računalnik. Ok, kontrola ljudi. Še kaj? Skrb za ljudi. Omogočanje življenja. Kak? Za finančno, da se... Skrb za finance, ok. Ja. Omogočanje življenja ljudem. Omogočanje nekih čim boljših pogojev za življenje ljudi. Ok. Te bi pa zdaj preskočil, malo sem jih še več, da bi počasi nekako prišli. Ampak kakšen je namen človeka? Podaljševanje vrste. Umreti. Podaljševanje vrste. Ok, jaz bi rekel, ne vem, Razmnoževati se. razmnoževati se. Da najde smisel svojega obstoja. Ok, da najde smisel obstoja. Ja. Bi se strinjali, da je v bistvu tu še najbolj široko polje možnih odgovorov na nek način. Kako se reče tem vprašanjem, bi zdaj prišel na to vprašanje.
Torej videli smo, da je vedno teže bilo potem neki hierarhiji, kako sem zastavil ta vprašanja določiti, kaj je namen objekta, ki sem ga omenil, ali pa stvari, subjekta na koncu. Ja. Torej gre za eksistencialna vprašanja, če pridemo na samega Sartra. Mogoče sem par besed, preden zagrizemo v njegov sistem misli. Omenil bi, da Sartre kot tak ni prvi eksistencialist, je bil Kierkegaard že pred njim. Je pa definitivno en pomembnejših predstavnikov. V tej liniji bi še veljalo omeniti Heideggera, Nietzscheja, ampak definitivno sta Sartre in Kierkegaard na nek način najbolj reprezentativna, pa Heidegger seveda. Zdaj, kot vidimo, že iz samih letnic je neko svojo pozno mladost in pa zgodna zrela leta je preživel obe vojni, je živel obe vojni in vojna kot taka je močno vplivala na misel Sartra. Zdaj, če sam razmislimo vse grozote holokauzma, nekega nacizma, so vplivali na njegove ključne ideje. Sartre je doživel obdobje, kjer se je na nek način zdelo, da lahko človek počne praktično to, kar si zamisli in kar hoče. Torej, gre za nek čas razčlovečenja, mučenja, heranja, hkrati pa nam vojna prikaže, kako je človek lahko solidaren, kako lahko človek pomaga sočloveku, kako se lahko poveže. Skratka, nek sklep bi bil, da človek lahko dela vse dobro, slabo, noro, normalno, divje, merno, pametno, neumno, varno ali nevarno, praktično neomejeno. Ogromna paleta možnosti, česa vse smo kot bitja zmožna. In to se pokaže v takšnih časih. In kar nas po Sartru ključno opredeljuje, na podlagi tega, kar sem zdaj omenil, torej vse te palete možnosti naše izbere in početja, postavi v osrčje svoje filozofije Sartre koncept svobode. Kot pravi Sartre, nas svoboda ključno opredeli. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da mi kot osebe za svojimi odločitvami in dejanji postanemo to, kar smo, in od tega je odvisno, kakšno pot uberemo. To pomeni, da je brez cene karkoli delamo in tudi predpostavlja neko odgovornost na podlagi tega. Kot pravi Sartre, povsem prevzemamo odgovornost za svoje dejanja, ker jih počnemo za svojo lastno voljo. Ni tu nekih odpustkov, kesenja, malo drugače to neke religiozne misli. Tudi Kierkegaard, ja. Torej vse neke ideje, da človek kot tak služi nekemu naprej določenemu imenu, namenu, Sartre z tem konceptom svobode zavrne. In iz tega sledi neka filozofska implikacija. Naš obstoj, torej to, da smo, je prvi, smo kot neko telo, smo kot organizem in potem pride namen, ki ga pa oblikujemo sami. In to bi v filozofsko se strne v tezo, ki je Sartre postavil, eksistenca je pred esenco. Torej imamo bistvo in bit, pa esenco in eksistenco, in zdaj bi te koncepte malo pogledali in razčlenili, ker zvenijo podobno, niso pa isto. Eksistencialno in eksistenčno, v čem je tu razlika? Kakšen bi bil eksistenčen problem? Problem s hrano, problem z toploto, z vodo. Tako, naši eksistenčni problemi, če povzamem, so kako preživeti lakoto, mraz, neko pretirano vročino, vse, kar ogroža oziroma je potrebno za obstoj naših teles kot takih. To bi bili eksistenčni problemi. Potem pa imamo tu eksistencialne probleme, ki se nanaša na tovrsten filozofski eksistencializem. Gre za problem našega namena, čemu služimo, kaj naj počnemo, zakaj smo tu, kaj je naš smisel.
In naslednje se tudi nanaša Sartrov eksistencializem. Torej, če še enkrat ponovim, eksistenca, to, da sem, nastopa prvo, zakaj sem, kaj je moj namen, esenca pride kasneje. To je malo drugače kot pri Platonovi filozofiji, ki je postavil, da ideje večno obstajajo, neka ideja forme stola večno obstaja v svetu idej in z tem, ko jo materializiramo, stol se vedno samo približujemo tej ideji, ki je neodvisna od časa in prostora in večno obstaja. Sartre pravi ne. Prvo je neka stvar, potem dobi namen prek nas na nek način. Torej, uvrže neko tradicijo filozofije, esence, bistva pri stvareh, ki je prej nastopala kot prvo, vnaprej določeno. Torej, kot sem omenil, ideja stola z namenom obstaja večno in človek do te ideje pride z umom, z nekim razmislekom, introspekcijo. Tudi če se neka stvar, da ne obstaja, je ta ideja vedno bila in je le vprašanje, kdaj nek to odkrije in ustvari. Kaj bi torej rekli, zdaj glede na povedano, če damo si 10 ali pa 15 sekund za hiter razmisle, kaj je bistvo in kaj je bit stola? Kaj je bistvo in kaj je bit? Ja. Če imamo stol, kaj je njegovo bistvo in kaj je bit stola? Stola. Ja. Da bistvo je pomeni, da je zasedanje. Tako je, se nanaša na to namenskost. Bit je pa snovnost, a ne? Bit je pa materija, Ja. torej tisto, Sartre rekel, da to je prvo, smo imeli tam nek kamen, že od nekdaj in je bil že prej tu. Šele potem, ko smo ga začeli uporabljati kot stol, je postal stol in dobil ta svoj namen. Kontra Platonu, ki bi rekel, da ideja stola je že prej obstajala, samo smo jo odkrili z nekim umsko aktivnostjo. In zdaj, kakšne so posledice takšne filozofske misli, da neka eksistenca predhaja esenco? Torej, pri Sartru smo rekli, da svoboda postane odločilna za oblikovanje našega bistva, to pa se oblikuje skozi naša svobodna dejanja. Zato je tudi bilo težje opredeliti namen človeka v začetku, ko sem postavil to vprašanje, ker ima vsak popolnoma svobodno izbiro in je toliko večjih rezultatov, outputov na temo, kaj je namen človeka. Zdaj, misliti drugače od tega postavi Sartre še en večjih filozofskih konceptov, ki se imenuje slaba vera. Torej, misliti drugače od tega, da neka eksistenca predhaja esenco, je zgolj slaba vera. Nek zunanji svet je povsem neodvisno od tega, kaj mi rečemo, da je. Kot sem omenil, ko ljudje sedijo za mizo in mi rečemo, to je neka večerja, to je nek zmenek, to je Valentinova večerja. Kar v resnici obstaja, je le surovo stanje lesa, kup mize, na katerem so razkosani kosi hrane, ki si jih tisti, ki sedijo za mizo, v bistvu tlačijo v usta. In mi z našimi mislimi damo smisel temu, da opredelimo, da je to neka večerja, druženje, kako bi naj izgledalo in kaj je namen te večerje. In zato slabo vero, da če mislimo drugače, se lahko zgodi, da zapademo v neke stereotipe. S tem tudi posledično uvrže kakršnokoli vrednost iz vidika resničnosti stereotipov. Torej, da mi rečemo, on je pa zgolj delavec, ali pa on je nek piflar, ali pa blondinka je neumna, karkoli o tem. Praktično na podlagi take filozofske podlage in gledanja sveta tega ne moremo reči, ker če dejanja te osebe niso sledila in napravila iz nje to, potem taka trditev je neresnična, čist po logičnem sklepu. Ne moramo vnaprej določiti sodbo, kaj nekdo je, sploh pa ne neka večja skupina ljudi.
Torej, za svojimi dejanji postanemo nekaj in vse misliti drugače je zgolj slaba vera in noben pravi razmislek, kaj šele kakršnakoli filozofija. In zdaj sploh, če se postavimo v kontekst vojn, ki smo prej govorili, moramo vedeti, lahko vidimo hitro, odkot se je prišla takšna ideja, ne, in takšen razmislek. Torej, to so neke bile zdaj bistvene teze in koncepti. Eksistenca je pred esenco koncept svobode, ki nas določa, posledično slaba vera, ki izhaja iz drugačnega mišljenja. In zdaj na podlagi takšnega razmisleka se je v Franciji razvilo zelo pestro gibanje tudi na drugih področjih in tudi na področju filozofije, sploh filozofija absurda. Bi si pogledali tu predvsem glavnega predstavnika Alberta Camusa ter dve njegovi deli, kjer so ti koncepti vidno prisotni. Glede Alberta Camusa, torej isto lahko rečemo, preživel obdobje obeh vojn, gre za alžirskega pisatelja, torej alžirskega rodu, študiral je že v Parizu, v tistem času, je tudi hitro diplomiral na temu, mislim, da Plotina, bil je tudi športnik, plavalec in zelo zavzet nogometaš. Ga je pa bistveno zaznamoval tudi njegovo nadaljnjo filozofijo, ta status tujca oziroma na nek način priseljenca in pa revščina, izhajajo iz revne družine. Za te alžirske in druge migrante je takrat bil znan izraz Pierre Noir, črna noga, torej ti reveži, ki prihajajo v Francijo. In glavno, Sartre je bil tudi učitelj, sta skupaj sodelovala, kasneje se je odmaknil od njegove filozofije. Predvsem pa je Camus še bolj nadalje razvil koncept absurda, ki izhaja iz tovrstnih implikacij, ki jih postavlja eksistencializem. Zdaj, kaj pomeni, kaj je absurd, kako bi opredelili, mogoče celo kdo ve odgovor v kontekstu filozofije. Nesmisel je definitivno ena ideja, ki se pojavlja v tej filozofiji, ampak definicija tovrstnega v tem kontekstu Camusa in eksistencializma. Torej, bistveno v Camusovih delih ta absurd kot tema, bil je tudi, poleg tega, da je bil filozof po izobrazbi, je bil zelo znan pisatelj in ta tema absurdnosti nastopa kot predvsem neka razpetost v človeku, neka želja po smislu. Na eni strani vrženi smo v svet, iščemo in želimo si ta smisel, po drugi strani pa iz Sartrove filozofije in iz bizarnih primerov, ki sem jih prej našteval, razkosani kosi hrane, namizani prazen svet na drugi strani. Torej ta razpetost, imamo željo in moč, nagon po smislu, na drugi strani pa ves čas prazen svet. Kot prvo bi si pogledali delo Mitu Sizifov, ki izhaja iz filozofskih esejev, napisanih 1942. Če sam pogledamo strukturo dela na hitro, predvsem bi se samo na en del osredotočili. Je delo Mitu Sizifov razdeljeno na 4 poglavja. V prvem se sprašuje o nasprotju človeka, ki na eni strani razmišlja o nekem namenu sveta in na drugi strani ta svet, ki mu pač sploh ne odgovarja na vse te razmisleke. Trdi tudi, da se svet kot tak ne da zreducirati samo na razum. Potem v drugem delu primerja različne tipe ljudi in kako so ta njihova življenja teh tipov ljudi absurdna na nek način, kot primere, da
politika in osvajalca ozemlji, ki pridobi in na koncu vedno tudi izgubi neka ozemlja, igralca, ljubimca in tako naprej. V tretjem delu se še posebej osredotoči na en lik, in to je lik ustvarjalca in umetnika, ki za svojim delom, za svojo izbiro ustvarja like, ki življenju dajejo namen. Torej imamo prazen svet, hkrati pa te like, ki vlivajo v svet nek namen, in temu zato pravi Camus, da so to neki liki upanja. In na drugi strani imamo propadle like, ki končajo z samomorom. Camus tu govori o filozofskem samomoru. Zdaj, če poznate Sizifov mit, tu vidimo sliko Trumpa, ki ga nekdo vali v breg. To izhaja iz grške mitologije in Sizif je bil starodavni grški kralj, tudi na nek način prevarant, ki je kar dvakrat uspešno ušel v kazni bogov in ni hotel umreti. Zato ga na koncu Zeus kaznuje z večno kaznijo, da pač mora valiti v nek breg težko skalo. In kljub tej kazni in usodi, ki ga doleti, ki mu jo bogovi podelijo, Sizif ne odneha in noče umreti, se bori in kljub vsem naporom vedno znova in znova, ko privali skalo na vrh brega, se ta odkotali navzdol in Sizif začne znova. In to je po Camusu tako imenovan junak absurda. Želi živeti do konca kljub taki bizarni nalogi in namenu, ki ga je doletela v življenju. Sovraži smrt in raje počne nekaj, kar bi se večinoma ljudem zdelo nesmiselno upravljati celo svoje življenje. In zdaj to zgodbo, ta mit, Camus primerja z napori človeka in njegovem iskanju namena na splošno v življenju. Kot pravi Camus, je to iskanje večno, brez konca in brezkončnega odgovora. Še bolj poglobljeno pa to tezo in ta absurd situacijo, absurda in to razpetost želje po iskanju smisla in čist praznem svetu na drugi strani Camus razišče v delu, ki je bilo izdano istega leta kot Sizifov mit 42, Tujec, in bi si mogoče sam za uvod, malo predah od mojega govorjenja pogledali izsek iz skladbe angleške skupine The Cure, Killing an Arab, in se tudi ta skladba je črpala navdih iz dela Tujec. Ok, tu smo videli, skladba opisuje ta osrednji moment dela Tujec, kjer glavni lik Meursault ustreli Arabca na plaži. In bi se zdaj malo preleteli, pa na koncu tudi, da dobimo malo občutek, na kak način je ta naracija v Tujcu podana, pogledali odlomek. Zdaj, roman je sestavljen, roman kot tak je strukturno sestavljen iz dveh delov, ki se dogajajo pred in po umoru Arabca. Vse je predstavljeno v prvi osebi, dogaja se v mislih glavnega junaka Meursaulta in prikažejo, skozi cel tekst vidimo njegovo pasivno držo do sveta, za katerega Meursault zavzema tak absurdni položaj. Vse to se kaže ob neki hladnosti, ko mu umre mati, ob njegovi obsodbi kasneje na zapor in tudi ob samem umoru Arabca z nožem, ko vidimo, da bolj kot karkoli, medtem ko praktično izvaja nek umor, bolj razmišlja o tem, kako mu je vroče, kako mu svetloba sonca se odbija v oči in podobno. V njegovi pripovedi skozi delo vidimo neko disonanco.
razglasitev z tem, kar bi mi rekli neke normalnosti človeka. Tudi ko mu mater umre, se mu po glavi praktično pletejo čisto druge stvari, kot bi normalno v taki tragediji človek razmišljal. Skrbi ga, na primer, če je njegov šef jezen, da si je vzel dopust, na policiji sploh ne kaže kakršnega koli obžalovanja, umora. Čistek po kmečko bi lahko rekli, da mu napačne stvari gredo po glavi, oziroma stvari, ki se normalno v neki situaciji človeku ne bi šle tako rekoč po glavi. Ob sami sodbi se tudi veliko likov izreče in kot priče potrdijo to njegovo hladnokrvnost. Sam se zagovarja, oziroma se sploh ne zagovarja, bolj razlaga, kako ga je motilo sonce, medtem ko je ubil Arabca, je kasneje obsojen na obešanje. Pred samim koncem ga še duhovnik obišče in kljub gotovi smrti na koncu zanika obstoj Boga. Skoraj edini moment, ko se malo bolj razjezi, je, ko ga duhovnik skuša še pred smrtjo spreobrniti in mu vliti to neko miselnost, namena in smisla ali pa celo slabo vero. Ja. In tudi bolj, ko je recimo obsojen, Merso razmišlja, kako bi rad, da je čim bolj hitro konec, malo ga skrbi, da se pri samem obešanju ne bi kaj tehnično zapletlo. Skratka, ta disonanca se ves čas poveča in absurden pogled na življenje praktično razvije Merso brez kakršnekoli pozitivne misli. Zdaj bi vam jaz razdelil tekst, da tudi ne z mojimi besedami, ampak da malo vidimo ta način pripovedovanja, če lahko da še krog. Bom jaz zbral, samo da se razdeli. Zdaj tu bomo brali 3 različne odlomke, zelo kratke odlomke. Eden je iz čistega začetka, bolj tujca, druga 2 sta iz druge polovice knjige. Torej prvi se dogaja v mrliški vežici, junako je umrla mati in gre obiskat, dobi tudi možnost jo videti. In bi kar prebral, pa pol malo pokomentiramo. Stopil sem. Dvorana je bila zelo svetla, pobeljena z apnom, na stropu pa je bilo okno iz poslikanega stekla. Bilo je nekaj stolov in lesenih kos v obliki črke X. Na 2 izmed njih je v sredini ležala krsta, pokrita s pokrovom. Videli so se komaj zaviti svetleči se vijaki, ki so štrleli iz desk, pobarvanih z orehovo raztopino. Poleg krste je stala arabska bolničarka v beli halji, na glavi pa je imela ruto zelo žive barve. V tem trenutku je za mojim hrbtom stopil vratar. Prav gotovo je tekel. Narahlo je zajeclal. Pokrili smo jo, a odvil bom vijake pri krsti, pa jo boste lahko videli. Že se je bližal krsti, ko sem ga ustavil. Rekel mi je, nočete. Odgovoril sem, ne. Torej, kot vidimo, pripoveduje zgodbo junak sam, s tem lahko neposredni udeleženec celotnega dogajanja deluje bolj prepričljivo. To je neko orodje, ki je pisatelj izbral. In avtor s tem tudi ne more prikazati neko duševnost drugih oseb, vse je skozi prizmo glavnega junaka in gre za nekega personalnega pripovedovalca. Gre torej v primeru Mersoja gre za v bistvu tak zelo brutalen realizem, zelo natančen, objektiven opis, ki ga podaja lik. In kar vidimo in je malo nenavadno, kot sem že omenil, zdaj tudi na primeru, prideš v neko mrliško vežico, mati ti je umrla in kaj junako pade najbolj v oči,
ker parkrat vidimo, da ta bela barva, neka močna svetloba, belina in žive barve okna, pa rute in podobno. Tudi vidimo, oziroma iz samega odlomka tega ne vidimo, ampak njegov celoten odnos do smrti matere je zelo tak nenavaden in hladen na nek način. To je dosti ljudi misli, da je pač samo v šoku, pa to pač vsi se prepričuje, da je šoke. Ja, ampak to je to, kar sem omenil, da ne vidimo duševnost drugih, ampak on tega ne vidi, vse se skozi njegovo naracijo dogaja. Ne? Seveda mi kot bralci lahko to sklepamo, ampak Ne, pa tudi nekaj mi govori, on koga spremlja. ja, skozi izjave lahko to razberemo potem kasneje. V drugem odlomku preskočimo na drugo polovico dela. Ta se dogaja na sodišču, ko poteka sojenje, torej pri sodniku. Pomislil sem in pojasnil, da sem izstrelil najprej samo enega, po nekaj hipih pa še ostale 4, torej govori o samem umoru. Zakaj ste čakali med prvim in drugim strelom, ga vpraša sodnik. Še enkrat sem spet zagledal rdečo plažo in čutil na svojem čelu pekočino sonca. A tokrat nisem nič odgovoril. Med molkom, ki je nastal, se je zdelo, da se je sodnik razburil. Sedel je, si segel v lase, položil komolce na pisalno mizo in se sklonil proti meni z nenavadnim izrazom na obrazu. Zakaj ste streljali na telo na tleh? Tudi zdaj nisem vedel, kaj odgovoriti. Torej, junak se nahaja pred preiskovalnim sodnikom in tu vidimo, da sodnika zanima ta pauza med streloma, kaj je razmišljal, kaj se je zgodilo, da ni takoj. Sodnik seveda to sprašuje, ker če bi ustrelil zaporedoma, bi lahko to vsi razložil, da gre za samoobrambo. Če pa je vmes bil nek premislek, je lažje sklepa, da gre za naklepni umor. Tu bi komentiral kasneje, pa bi zdaj še drug del odlomka, ki se še malo kasneje odvija, ko pride po sojenju tudi duhovnik do njega in ga vpraša, če verjame v Boga. Odgovoril sem mu, da ne. Sedel je popolnoma ogorčen. Rekel mi je, da kaj takega ni mogoče. Da vsi ljudje verujejo v Boga, celo tisti, ki so se obrnili od njegovega obličja. Tako je njegovo prepričanje in če bi moral kdaj o tem dvomiti, njegovo življenje ne bi imelo več smisla. Ali hočete, je vzkliknil, da bi moje življenje ne imelo smisla? Po mojem mnenju se to ni tikalo mene, kar sem mu tudi rekel. A že mi je preko mize potiskal pred oči Kristusa in kričal skoraj da brez uma. Jaz sem kristjan. Prosim odpuščanja za tvoje grehe tega letu. Zakaj ne moreš verovati, da je trpel zate? Zapazil sem seveda, da me tika, a bilo mi je vsega dovolj. Torej, tu vidimo, na nek način moram reči, da še sam ne razumem to razburjenost, ko mu drug hoče vliti neko, ni zdaj važno, je to kristjan ali bilo kaj drugega, nek smisel, neko bolj polnost, bolj poln pogled na svet, kot da bi ta prazen pogled na svet, kot je, torej brez smisla, bil na nek način užitek za glavni lik. Torej vidimo razpeto za nekega sodnika in duhovnika ima življenje smisel ob veri v Boga, to pa seveda pomeni, da življenje samo po sebi nima nobenega smisla, česar se glavni lik zaveda. In to vprašanje absurdnosti sveta nekoga, ki so ga bogovi zapustili, je na tak način tematizirano v Camusovi knjigi. In če bi vas vprašal, čem je bistvena razlika
tovrstnega lika Mersoja in na drugi strani iz Sizifovega mita Sizifa, sta si podobna ali različna? Kot negativ je. Praktično diametralno. Diametralno nasprotje. Ja. Medtem ko en za vsako ceno išče smisel in vztraja, ne, smo skozi tujca videli, da se nekdo čist prepusti v sodi, nekoga ubije in sam niti brani se ne v sami sodbi, dejansko sprejme svet, če bi se vrnili na Satra, brez da se svobodno odločimo vliti kakršenkoli smisel, ampak preprosto ugasniti. Ampak on tudi svojo steno kot Sizif potiskal. Samo da je njegova stena taka, kot je, mislim. Ta negativ, bi rekli, na pozitivno, pa filmo, ne. Ja, ampak bistvena razlika, ne, volja do življenja, medtem ko je on obsojen, pa mu tudi večkrat dobi priložnost se malo braniti, pa rešiti in nadaljevati življenje, se odloči, sploh ne. V tem smislu misliš, da se ne bori za Ja, volja do življenja, ne, obstoj. ja. Medtem ko Sizif je dvakrat ušel v obsodbi na smrt, plus tega tudi potem, ko je imel to nalogo valiti skalo, jo je praktično bil pripravljen v neskončnost.